Dober dan in dobrodošli. Moje ime je Andrej Vizjak, skupaj z ženo Sonjo Vizjak sva napisala knjigo Formule uspeha za družinska podjetja. Imamo 5 prebojev ali pa preskokov, skupaj 50 nasvetov, kako lahko slovenska družinska podjetja izboljšajo svoje poslovanje. Osnovna ideja knjige je prišla iz znanega dela v tujini, predvsem v Nemčiji, kjer so družinska podjetja tradicija in nosilec celotnega gospodarstva. Ključna družinska podjetja v Nemčiji predstavljajo več kot 80% celotnega gospodarstva in so zdaj že v 4., deloma še celo 5. generaciji. Zanimiva je bila razlika med Slovenijo in Nemčijo, ker vidimo, da so v povprečju podjetja, družinska podjetja tudi v Sloveniji gonilna sila, vendar so veliko manjša. V Sloveniji imamo skoraj 95% celotnega gospodarstva je namenjeno družinskim podjetjem, torej je to naša gonilna sila, zelo malo se o tem govori. Je pa zaradi tega, ker je to dosti mlad fenomen, šele 100-krat so manjša v povprečju od nemških, ker so v povprečju v 2. generaciji. Imam tukaj tudi 2 gosta, to sta bila ena prvih, ki sta to knjigo prebrala, ali pa oziroma gospod je prebral detajle, on je samo kupil zaenkrat. In smo jih povabili, da se pogovarjamo o temi te knjige in predvsem, kaj lahko slovenski družinski podjetniki ali lastniki ali direktorji oziroma poslovodje se naučijo iz te knjige. Mogoče preden bomo prišli v posamezna podjetja, bi samo na kratko naredil povzetek. Torej, knjiga je razdeljena v teh 5 preskokov. To so transparentnost, skladnost, uspešnost, strategija in upravljanje. In za vsakega od teh 5 preskokov sva opredelila 10 primerov nasvetov, ki sva jih v zadnjih nekaj letih videla kot ključne izhodišča, ki smo jih kot konzultanti skupaj z našimi klienti, družinskimi podjetniki izboljšali, da se je nekako podjetje lahko razvilo naprej. Postavila sva tudi osnovno hipotezo. Za mene je bila vedno, neka konkurenčnost pomembna in če rečem, da so naša podjetja 100-krat manjša v povprečju od nemških, je tudi naš GDP na prebivalca, torej družbeni bruto proizvod na prebivalca, dosti manjši od nemškega, vendar glede na dinamiko naših družinskih podjetij, ki je pa hitrejša kot nemška, sem napravil izračun, če bi se slovenska družinska podjetja držala teh stvari, ki smo jih zdaj napisali v tej knjigi, bi lahko izboljšala za 2 odstotne točke svojo rast in s tem bi Slovenija lahko že v 7 letih prehitela Nemčijo po tem kazalcu družbeni bruto proizvod na prebivalca, kar pa se mi zdi, da je ena dosti realistična in dosti oprijemljiva motivacija, da bi se nekdo te knjige lotil. Poleg tega smo mi kot AV Consulting tudi ponudili za vse tiste, ki bodo kupili knjigo, ki res nima, neke hude cene, še zraven posnetek konference, na kateri so nemški podjetniki in tudi švicarski podjetniki, pa tudi naši, ki so že po teh formulah zadnjih 5 let razvijali svoje podjetje, dali svoje izkušnje, predvsem v detalju tudi rezultate. Torej, skupni rezultat teh podjetij je dvostopenjska rast in v svojih panogah so se prebili med vodilne. Poleg tega, in to bo pa gospod na moji levi lahko povedal, v tem paketu tudi ponudimo zraven še osebni stik, to pomeni 2 uri svetovanja, da se lahko tudi razvlečejo, kot smo mi videli v tem primeru, da se lahko neka inicialna zgodba začne že na osnovi tega, da nekdo prebere knjige, da se poglobi v njo in da sprejme ideje, ki so noter. Zdaj pa preden bi prišli v te zgodbe, na kratko par iztočnic. Transparentnost je na večjih nivojih, pri družinskih podjetjih gre še večinoma po domače. In zaradi tega
ker je po domače pol ni toliko, rekel, nekih statistik, ki bi mogle podjetja, ki so na borzi ali pa ki so, rekel, večja in so regulirana, objaviti. Tako da določene stvari so lahko v družinskih podjetjih še problemi. Začnemo že pri prihodku, dobičku, iz raznih razlogov se pač ta vedno še malo priredi, tako da je, rekel, situacija olajšana v vse smeri. Skladnost, tudi neki procesi. Če je pač član družine, bo lažje dobil službo v družinskem podjetju, kot pa nekdo, ki ni. Ampak kvalifikacije so pa tudi pomemben konkurenčni faktor. Torej tudi te stvari so pomembne, oziroma skladno z nekimi normami, z nekimi etičnimi in drugimi predpisi, ki jih imajo večja podjetja rešena, družinska podjetja pa navadi ne. Še na tretjem mestu je potem ta uspešnost, ki se da, rekel, z različnimi vzvodi, ki so pišeni v knjigi, izboljšati. Veliko družinskih podjetij ima strategijo, ampak jo nima nikjer zapisano, predvsem neskomunicirano, ker lastnik je tisti, ki je ponavadi ustanovitelj in on ima v trebuhu svojo strategijo, ni jo nikoli rabo artikulirati, in dokler on vodi to podjetje, sam je tudi ne rabi zapisati. Ampak že, ko prenaša svojo filozofijo na otroke, se tu marsikaj spremeni, lahko bolje, lahko slabše, lahko se kakšna stvar zgubi. Tako da je pomembno, da se tudi o določenih strateških načelih, smer rasti, pot rasti, katere so edinstvene sposobnosti za rast, opredelijo in na tak način lahko tudi, rekel, večjo ekipo potegne za sabo po isti poti. Ta zadnji upravljalski sistem je pa ključen. Če govorimo o prvi generaciji lastništva, potem to še ni tak problem, ker pač ustanovitelj je oče, vsi ga spoštujejo, on je pač 100% lastnik, igra se s svojim testamentom in potem je stvar rešena. Zdaj samo vprašanje je, kako gre ta zgodba naprej v drugo generacijo. A je fair, da če imate dva otroka, en bo delal, en ne bo delal, dobite oba polovico? A je fair, da tisti, ki je bolj usposobljen, dobi enako kot tisti, ki je samo pač brat? In ko gre to pol na naslednji rod, tretjo, četrto generacijo, ko so to že, bi rekel, pol nečaki in adoptirani otroci nečakov in žene in ženjene, da bodo vsi dobili svoje deleže. Na koncu pač ima vsak po 5%, ampak tisti, ki je pa ključen, pa še dela v podjetju oziroma ga vodi, ne bo motiviran za 5% vsega svojega življenja dati v podjetje, če bo 95% razprošenih na drugi. Torej, ta vprašanja se postavljajo in glede na to, da so pač v Nemčiji podjetja veliko večja, so ta vprašanja že rešena. Tudi, bi rekel, ena dogma v Sloveniji obstaja, da pač družinsko podjetje mora biti v 100% lasti družine. Gledamo velika nemška podjetja, Volkswagen, BMW, to niso več, to so že na borzi. To pomeni, ima še vedno družina nek hud delež, ampak lahko je ta delež, ki je na borzi oziroma v nekih fondih, še celo večji kot 50%, pa kljub temu je še vedno družinsko vodeno, so neke, bi rekel, sklepe, rečemo Ferrari, sin ustanovitelja ima samo še 10%, ampak ima pa pravico odločanja, to pomeni, ne sme na skupščini noben predlog skozi, ki ga ni on potrdil. Tako da ni potrebno, da če si v neki branži, ki zahteva kapital, da držiš skupaj 100% lastništva v eni roki, lahko se razviješ kot druga podjetja, pa še vedno ostaneš kot družinsko podjetje. Zdaj bi vam pa predstavil moja dva gosta, torej moje veste, je arhitektka in, bi rekel, pohištvena podjetje, 35 let staro, Robert Klun, mogoče, da se boš kar sam predstavil. Hvala, Andrej, za povabilo. Veselje mi je bilo se odzvati Andreju, glede na to, da vsi mi, ki izhajamo iz družinske tradicije, smo vseskozi, se mi zdi, na neki prelomnici. In ta prelomnica je tista, ki dejansko te pelje ali v svet individualnosti, sploh mi arhitekti imamo to blazno kreativno noto, toliko močno poudarjeno, da ni izražen ta podjetniški fokus tako močno. In glih ta knjiga, ravno ta knjiga se mi je zdela en zanimiv, mogoče celo prelom v
zgodbi Klunambientov, našega družinskega podjetja, ki je med smerjo arhitekture, dizajna, urbanizma in pa med smerjo proizvodnje oblazinjenega pohištva. In verjamem, da ko bom vse to natančno prebral, bo morda celo kakšen del potrebno popolnoma prekvalificirati in poiskati nove strategije, nove poti in pa predvsem nove strokovnjake, ki nam bodo pomagali določene stvari, ki smo jih začeli razvijati, ali ustaviti in več pozornosti usmeriti v drugo smer. Tako da sem zelo vesel, Andrej, hvala še enkrat za povabilo. Tako da, jaz sem tudi profesor na fakulteti v Ingolstadtu, imam tam zdaj po Zoomu zaradi korone ta moja predavanja. 110 magistrskih študentov se je prijavilo na ta moj predmet, družinska podjetja, ustanovil se tudi inštitut za družinska podjetja v Ingolstadtu in Eichstättu in smo, bi rekel, z enim našim klientom imeli to, kar bomo zdaj imeli s tabo, v živo ocenjevanje, 10 minut in pridemo do neke skupne ocene. Torej, bi jaz kar začel na podoben način, vaše podjetje, on ni prebral knjige, da se ne boste bali, da je to neka huda teorija, bom sprobal to. Torej, 5 je preskokov vaše podjetje glede transparentnosti. A je vsem jasno, kdo je lastnik vašega podjetja? Torej, to se lahko googla. Ko sem diplomiral leta 2000, sem bolj kot ne zaradi zdravstvenih težav, ki so se pojavljale v družini, dobil povabilo, če me sploh zanima družinsko podjetje s proizvodnjo oblazinjenega pohištva. In ker si od majhnega rastu s to zgodbo v delavnici spremljal, se naučil od šivanja do vseh ostalih komponent proizvodnje oblazinjenega pohištva, sem verjetno bolj kot ne zaradi ljubezni rekel, da bom združil diplomo arhitekture, dizajna, urbanizma z proizvodnjo oblazinjenega pohištva in se odločil ostati v Sloveniji in pa prevzeti podjetje. 4 leta sta bila starša z mano, potem smo uredili, ker imam sestro, smo uredili tudi pravno formalno novo obliko poslovanja, se pravi podjetje je d.o.o., prej bil s.p. in vsega, kar je. Ti si 100% tako. Ok, zdaj pa veliko družinskih podjetij ima cel kup nekih pravnih oseb. Če so to, bi rekel, velike korporacije, imajo neko holding strukturo in lastnik si, če si lastnik holdinga. A je pri vas samo en d.o.o. ali jih je več? Več. Arhitektura, urbanizem se imenuje Magnet Design in imamo tudi drugo lokacijo, to je pod ministrstvom za šolstvo oziroma nasproti železniške postaje, kjer se dejansko delajo inženiring, arhitektura, urbanizem, projekti. Klunambienti so potem z leti, se pravi, ker je 6 let šele to podjetje Magnet Design, smo pustili Klunambiente zdaj bolj v fokusu, se pravi, dizajn pohištva, proizvodnjo oblazinjenega pohištva. Ker transparentnost je bistvena ne samo zato, da lahko vodimo podjetje, ampak tudi, da dobimo zaupanje. Zaupanje poslovnih strank, bank, dobaviteljev, kupcev. In če nekdo googla in pogleda Ferrari, dobi hitro lastništvo, pogleda Volkswagen, dobi hitro lastništvo. Če googla, bi rekel, kakšno slovensko podjetje, ne ve, ali je sestrsko ali ni sestrsko, kdo je zdaj to. Torej, na kakšen način so te družbe med sabo. A je ena krovna družba, ki je lastnica vseh ostalih družb, ali je treba več podjetij posameznih googlati, da se pride do lastnika Robert Klun? Robert Klun je 100% lastnik vsega skupaj, ali direktno, ali pa tako kot pri Magnet Designu, kjer je 50% Robert Klun, 50% Klunambienti. In je pol to že malo pomešano. Zdaj pa gremo en korak naprej, hočemo videti likvidnost, zadolženost in tako naprej takega podjetja. Jih je 5, 3-4 podjetja. In zdaj, ko imaš pač v sodobnem svetu nek hiter kontakt, Google, pol pa I trust, I don't trust. Če jaz zdaj googlam, kako hitro lahko dobim boniteto te vaše skupine podjetij? Zelo hitro. Moram vsako posebej googlati ali obstaja neka skupna? Moram vsako posebej. Tukaj se pol že rekel, naš predlog je, probajte te homogene strukture narediti, vam bo lažje, vam bo tudi daljša, bolj verjela, rekel, bolj enostavno je, boljše je, na koncu je levi, desni žep in če pol te firme si med sabo delajo posle, je pol to vedno še
bi rekel, tudi še ena dodatna komplikacija. Tako. Če gremo iz transparentnosti na skladnost. Obstajajo kakšni interni zakoni vašega podjetja, etični standardi, vrednote zapisane, kakšni procesi, ki so jasno določeni po nekih normah? Ja, imamo pravilnike, imamo plane, tako da to so pač ti osnovni parametri, ki jih jaz kot arhitekt, ki sem šel na določeno izobraževanje podjetništva, vnašam preko neke zdrave kmečke logike. In to je to, da bi imel prav, ne vem, neko ustavo, ki da zga to bilo. Koliko pa je ljudi zaposlenih v vseh podjetjih skupaj? 12 v Klunu, pa 6 v Magnetu. Ok, 18. Zdaj, pri 18 ljudeh se še da za vsak neko komunikacijo zgraditi, neke vrednote prikazati, on spremlja lastnika, ve, kako se lastnik vede, kako ne. So pa podjetja večja, je pa pač že težje. To, predvsem, če je fluktuacija, če prihajajo novi in tako naprej. Tako da neke etične norme so pomembne, tudi iz pravnega vidika so bistvene. Predvsem pa te vrednote, da se reče, ok, a je zdaj glavni motiv tega podjetja, da dela nek profit za lastnika, ali je glavni motiv, da pač gradi neko zgodbo, ki bo omogočala tudi drugim, da se razvijajo naprej. Tako da zapravim, da tukaj je veliko tudi motivacijskega deleža, če se te stvari naredijo, je pa tudi, bi rekel, skladnega. Kdo lahko nabavne pogodbe podpisuje oziroma plačila izvajajo v vaših podjetjih? V Klun Ambientih imam desno roko kolega Kovačiča, ki skrbi za to, da pač podjetje funkcionira, da skrbi za odnose s sodelavci, da skrbi za nabavo, podpisuje in tako naprej. Kar se tiče pa finančnega dela, imam pa sodelavko spet desno roko v finančnem sektorju, ki skrbi pa za obe skupini, to je pa gospa Brigita in ona ima čez ta sklop, tako da dejansko imam ta del na tedenskih koordinacijah ali celo več. Imamo pač tedenske kolegije, kompletni pregled enega podjetja, drugega podjetja in potem skupni pregled je vedno. Nemci pravijo, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Torej, dobro je zaupanje, kontrola je še boljše kot to. Torej, obstajajo za vse te procese, za nabavo, za prodajo, kjer lahko pride do nekih, bi rekel, poslov, ki so dvoumni, tudi, bi rekel, mehanizmi, da se te procese definira ali preko sistemov ali preko principov 4 oči in tako naprej, da pač ne pride v skušnjavo, se zgodi velikokrat, da pač najbližji sorodniki lahko nekoga zafrknejo, kaj šele, ko pač se tukaj družinske meje prekoračijo. Tako da sem videl veliko, bi rekel, teh zgodb, predvsem pri večjih podjetjih, ki potem niso več tako, da se vidi za vsak račun posebej. Zdaj pa pri vas, od katerega računa naprej je treba lastnika vprašati, da se ga plača? Težko bi rekel v številki, ker imamo skozi preglede skupaj, jaz dobim spisek, kaj se bo plačalo, kaj je prišlo noter in tako naprej, in če karkoli spornega, jaz takrat rečem. Ni fakture, ki bi bila, bom rekel, pač vprašljiva, ker je vedno skupaj. No, to imajo, bi rekel, družbe, ki so ali v državni lasti ali v delniški lasti, imajo to zelo jasno definirano. Torej, kdo ima kakšne kompetence, kaj lahko on odloča. Se obstajajo tudi, bi rekel, nek model, se imenuje RACI, Responsible, Accountable, Consulted pa Informed. Torej, da se točno ve za vse odločitve, kdo ima pravico podpisa, kdo mora biti obveščen in tako naprej. To ima tudi pravni, bi rekel, karakter, ker če pač pride do nekih negativnih odstopanj, če stvari so po domače rešene, se pa gledajo grdo, ampak nekih drugih mehanizmov. Torej, zato pravim, da skladnost je ena tema, ki imajo družinska podjetja kot manko, in če gledate na bonitetno oceno družinskih podjetij, je nižja kot pa podjetja v državni lasti oziroma delniške družbe, ki imajo reguliran sistem. Ravno zaradi tega, ker ni toliko predpisov internih, ni toliko skladnosti, in včasih celo, če se pač umakne glavni lastnik, se v glavnem tudi pač glavni dolžnik umakne, in ko ga ni, ga ni. Tako da, bi rekel, za poslovne partnerje je lažje, če so določeni, bi rekel, standardi, tudi kvalitetni standardi definirani preko nekih.
Zdaj pa ta tretjo je pa uspešnost. Zakaj je še na tretjem mestu? Ker če nimaš transparentnosti, če nimaš skladnosti, potem boš težko dosegel tudi uspešnost. Ste vi zadovoljni z uspehom vašega podjetja? Nas je projektno vse skupaj zelo orientirano in vsekakor kot lastnik si bi vedno želel imeti bolj miren spanec in tako naprej, se pravi, več na računu, neko, bom rekel, bolj umirjeno fluktuacijo denarja in tako naprej, tako da skozi težimo k seveda pač boljšim rezultatom. Če gledam presek, se pravi zdaj praktično 20. leto, ko sem v podjetništvu, moram reči, da nekaj smo naredili. Generalno pa nisem zadovoljen. Se da to v številkah meriti, koliko je bilo prihodka pred 20 leti, koliko je zdaj? Ja, seveda. Ko sem prišel v podjetje, smo, mislim, da začeli z, tako kot bi rekel, takrat 100.000 markami. Zdaj v preseku, recimo zadnjih 4 let, ko presek naredim, smo približno na milijon pa pol. Cele skupine. Se pravi, neka rast je bila, ampak ni konsistentna. In to je tisto, kar je pri nas potrebno rešiti, kar se bo treba resno in odgovorno usesti in delati na tem, ko bomo pač želeli to zgodbo resno peljati naprej. Mi kot konzervatorji smo vedno merjeni po direktnem efektu projekta. Torej, ponovadi si vzamemo prejšnjo leto, 2018, potem pa, če delamo leto 2019, nas zelo hitro pogledajo klienti, koliko smo v tem letu povečali rast oziroma dobiček skupaj. Se da to iz enega leta v drugo vrednotiti, torej če milijon leta 2019, koliko je bil leta 2018, ali je bil tudi milijon? Pa 3 milijone, promet, ja. V letu 2019. Ja, ker mi smo vezani na projekte, To je bilo izjemno dobro leto. Točno tako. Leto 2018 je bilo pa 1 milijon. Pa 800.000. Taki skoki so. Če so taki skoki, ponavadi pri projektnih firmah gledamo povprečje 3 let, in potem se tudi povprečje raste naprej. In moja filozofija je ta, da vsako podjetje si lahko da cilj dvostopenjske rasti. Vsako podjetje. Zdaj pa za ta moj osnovni cilj, da Slovenija premaga Nemčijo, če gremo na fuzbalsko terminologijo, rabimo samo 2 odstotne točke. Torej, trenutno družinska podjetja v povprečju so rasla do korone 5% na leto. Če bi to dvignili, ali pa 3,5% na leto, če bi to dvignili na 5%, bi lahko dosegli tisti cilj, ki sem ga prvotno rekel, da pač prešibimo Nemčijo. Zdaj pri vas, če so take instalacije težko meriti tako natančno, ampak če se pa pogleda povprečje 3 let, je to stabilno naprej, prvi milijon je vedno najhitrejši, potem pa je že malo težji, večji sistem tudi v projektnem poslu. Če boste pogledali naš video, je ta Peters, ki je pač zdaj zadnje 3 leta s pomočjo naše metodologije razvijal svoje poslovanje. On je zrastel, ali pa prejšnje 4 generacije ali pa 3 generacije so bile do nivoja 62 milijonov evrov prihodka, torej je bila rast maksimalno tam 3-4% na leto. Je pa on v 2 letih, ker je bolj ambiciozen, si tudi večje cilje zastavil, tudi bil pogumen, je naredil 62 na 102. Torej v letu 2018 in 2019 je uspel skoraj podvojiti nagrado najhitrejšega rastočega podjetja v svoji panogi v Nemčiji, 2-krat zapored. In je projektni biznis. Projektni biznis podobno od vas, so bile oscilacije, ampak ko se gleda drseče, je pa težko. Torej tisti prvi skoki so bili zelo hitri, ko so razvili firmo, potem so bili dolgo časa na enem takem nivoju. In zdaj v bistvu si je dal en preboj. On bi rad imel 300 milijonov, če vidite na video. Pa ima tudi vaše podjetje tak cilj uspešnosti, da se reče, ok, bili smo leta 2020, leta 2030, 2030 bi radi bili vodilno podjetje v regiji oziroma imeli tak in tak prihodkovni cilj. Ja, zagotovo imamo pač te ambicije na obeh področjih. Vemo, kako pač določene programe
začeti peljati. Predvsem pa sem sam prišel do spoznanja, da bo potrebno resno in angažirano delo s strokovnjaki, ki so specialisti za določena področja. Mi sami vem, da imamo največji manjek prav v prodaji. Prodaja in organizacija prodaje pri nas podpovprečno. Je lastnik sam. Ja, in to je narobe. In to je narobe, ker jaz ne morem biti isti trenutek v Savdski Arabiji, kjer delamo največ v zadnjih 5 letih, ali pa v Nemčiji, kjer se mi odpirajo priložnosti, ali pa v Švici, ali pa v Avstriji, ali pa v Beogradu. Ne može biti povsod. In ko se ti zgodi pa je korona, ker se ti je zgodila, so se mi vsi projekti, mi smo zelo orientirani v hotelsko zgodbo, se pravi hoteli po Ljubljani, ki jih poznate od Uniona do M-hotela, do Four Points by Sheratona, Playmonsa in tako naprej. Vse to so naši projekti. Zmagali smo na tečaj z Avstrije, Trend Hotel, zdaj ga že prenavljamo, ampak isti trenutek, ko se ti ves segment ustavi. Imamo letos ne pričakovanje, tako kot je bilo še v marcu, ko sem čestital ekipi za tako uspešen začetek leta, kot ga še ni bilo, smo lahko, rečem danes, v situaciji, kaj bomo delali dejansko do konca leta. Predno se prav segment industrije hotelski pobere. To pa je dobro imeti različna gledanja, torej uspešnost je vedno kratkoročni vidik, četrti preskok, to je pa strategija, je pa dolgoročni vidik. In tukaj razlikujem 6 dimenzij, v katerih se lahko opredeli to strategijo, da rečemo, kaj je kritična masa, kaj je tisti profil velikosti, ki je optimalen za to mojo nišo oziroma ta moj posel, ki se ga grem, kakšen profil rasti rabim, da me ne bojo drugi šišali. Ker tudi tle se treba vedno primerjati, če kdo raste hitreje, je to pač nevarno, oziroma če ima večji dobiček, je treba pogledati, zakaj. Potem smer rasti, katere države, katerih segmentih, produktnih, potem četrti, s katerimi edinstvenimi prednostmi, petič, po katerih poteh, ali organsko, ali s prevzemi, in šesti, s kakšnim organizacijskim modelom bom to rastel. Zdaj vi predpostavljam, da nimate zapisane strategije po teh 6 točkah, ampak če bi lahko, bi rekel, jih opisal, mogoče samo kritično maso, kaj je, bi rekel, v vašem tipu poslovanja ena, bi rekel, velikost podjetja, ki je lahko stabilna, da lahko dolgoročno konkurirate in da niste odvisni samo zdaj od direktorja lastnika, ampak da tudi sistem kot sistem lahko funkcionira. Je to ta, rekel, projekt in biznis, ko je 3 milijone, ali mora biti 30, da se stabilizira? Projektni biznis bi jaz rekel, da mora biti, ali pa da je lahko tista glavna češnja na torti. Zelo bi si želel pa vzpostaviti neke trdne temelje, ki ti jih da, ne glede na situacijo, ne glede na korono, ne glede na vse, nek stabilen cash flow, ki ga znamo narediti, ki ga lahko točno s to ekipo, ki ga imamo krat 2, brez problema. In vemo, da nam določeni sklopi, vsak sklop proizvodne ali oblazinega pohištva po projektu ali po kataloškem programu imamo. Jaz mislim, da sploh v regiji enega najboljših kataloških programov, proizvodov kot takih, tako od oblikovanja, dizajna kot do samega produkta. In to so stvari, na katerih je treba graditi. In projekti, vsakič posebej, ko ga dobimo, vem, da je to samo nekaj sladkega, nekaj dobrega, vendar to ni tisto, kar ti bo dalo na dolgi rok neko trdnost, mirnost in tako naprej. To je Peter poleg projektnega začel graditi zelo močno tudi vzdrževalna dela, v bistvu dolgoročne pogodbe, se širi z strankami na druge lokacije, tudi veliko industrijskih kupcev, ker pač privatnik zgradi enkrat hišo, pa ne bo več. Industrijski pač, če je dober Audi, bo gradil tovarne posod, ko je korona, jih zapre za kratek čas, ampak pa gre to spet naprej. To je pa še zadnje. Če jutri, bi rekel, Robert Klun na smučanju z helikopterja pade in umre, kako bo z vašim podjetjem naprej? Jaz mislim, da bomo zelo hitro zaprti. No, in zdaj bistvo tega 5. preskoka upravljanja je pa to, da se neka kontinuiteta. Sploh veste, kdo je lastnik BMW? Delničarji. 2, brat pa sestra. Kva? Samo 100%. Ja, 44. Ostale pa borza. In če ona 2 umreta,
v obeli delamo. In zdaj vprašanje, kako to, bi rekel, narediti, da to zdaj ni samo en testament, ki se potem lovi po nekih bančnih kontih, kje je kaj in pogleda, ampak da se to, bi rekel, na nek način stabilizira, da obstaja neka družinska ustava, ki pove, po katerih pravilih bo, kakšen mora biti novi direktor, a je mogoče kdo že izbran, a je kdo naslednji že pripravljen. Nasledstvo jasno definirano, tudi pravila nasledstva, ker če pač bojo to otroci, kakšne kompetence morajo imeti, da se lahko počasno odločijo in da bojo pač študirali v to smer, da bojo to znali delati sploh. Da se zgodi, da nekdo misli, da sem princ, mi pripada. Pa tudi, bi rekel, podjetje od očeta, imam tak primer in potem oče se zgraža, na koncu zboli. Ker, bi rekel, težko nekdo gleda, da se s tistem, kar si ustvaril, deluje na drugačen način, kot si sam zamislil. Tudi te smernice morajo biti definirane. In predvsem kasneje, ko je pač model že tak, da res ne moreš biti sam vsega, da imaš neke funkcije v podjetju, kot je kadrovska, revizijska, kontrolna funkcija in tako naprej, ki so pač danes vedno domena teh večjih podjetij, ki niso družinska, ampak ki jih tudi družinska podjetja rabijo. Ker neka pravila kontrolnega rad vsake podjetje, nek pregled. To, kar smo pri transparentnosti rekli, kot bi rekel, da je vidno, nekdo mora s tem upravljati. Nekdo mora res mesečno pogledati, a so vsi dosežki pravilni. In če si ti sam na sliki, sam sebe kontroliraš, je tako, kot da boš šel smučati pa se boš sam sebe meril. In zdaj bomo imeli kmalu že prehod na drugega. Jaz bi sam zaključno vprašal, zdaj, ko so malo detaljirano, pa še nismo šli v vse detajle te knjige, če je 5 odlična, pa če je 1 nezadostna, kje bi se po teh 5 dimenzijah, torej transparentnost, skladnost, uspešnost, strategija in model upravljanja ocenil? Se pravi, overall. Lahko vsako posebej, pol pa skupno. Vmes začelo skupaj. Transparentnost, bom rekel, med 3 pa 4. Skladnost, bi rekel, 3. Potem pa pridemo že do uspeha, kjer bi rekel med 1 pa 2. Strategija, bi rekel, tudi med 1 pa 2. Model upravljanja. Upravljanje, pa rekel, celo 1, pa bi celo argumentiral to enko. Zaradi tega, ker si dal, Andrej, zelo dobro iztočnico. Mi kot lastniki podjetij od majhnega rastemo z zavedanjem, kako pomemben je sočlovek in kako pomemben je vsak zaposleni v podjetju. In v isti sapi pa ne uredimo statusa, kaj če se nam kaj zgodi. Se pravi, da po eni strani dnevno skrbiš, da so 40 let redno plače, prispevki plačani, da ljudje dejansko se dobro počutijo, da se z njimi pogovarjaš, da z njimi delaš, da je ta odnos, kot mora biti. V isti sapi pa ni urejen status, ki je najbolj pomemben, ker če ti danes zapreš, če se ti danes nekaj zgodi, nimaš urejenih ne naslednikov, ne faz odločanja, da bojo šli produktne in zgodbe. Torej, poprečna ocena med 2 pa 3, jaz mislim, da je dosti motiva, da pa prebereš. Zagotovo. Zdaj bomo prišli preko smučanja na drugega gosta. Miran Ravtar je bil olimpijec leta 1994 na olimpijadi v Lillehammerju, 11. v kombinaciji in mesec 30. v smuku. Je bilo tako? Za 11 sem siguren. Ok, torej mi sem se spoznala v bistvu čisto slučajno pred nekaj tedni in sem rekel, to je, bi rekel, za mene prava ciljna skupina. Zakaj? Jaz sem v bistvu vedno bil nekdo, ki je šel še dlje kot samo povprečje in sem hotel iskati svetovne prvake in tudi eno knjigo, ki sem ga pred 3 leti postaviti prvi na svetu, je izhajala iz tega, bi rekel, iz tega zmagovalnega duha. Kakor hoče na ključje, mi smo pač enkrat se vsi trije srečali na terasi na Bledu pred golf igriščem in pri sosednji mizi je Peter Prevc sedel, ki je pač uvod moje knjige, ker takrat je on zmagal za svojo
svojim bratom in z vsemi, takrat, ko so vse pobrali na Planici, sva pol z ženo rekla, to pa se da tudi na gospodarstvo predstaviti. Tako da ta miselni duh je pomemben in tukaj se tudi njegov športni duh vidi v ambicioznosti njegovega podjetja. Njegovo podjetje je že, veliko, kar se tiče te stabilnosti, en korak naprej, je že, podjetje, ki bi za moje pojme tudi funkcioniralo, če, kar nočem, da se zgodi, ampak tudi, če bi se ne vem, kaj zgodilo, ampak on je pa res šel v knjigo, jo je predelal, jo je kupil, jaz sem ga tudi obiskal, ker sem pač obljubil te 2 svetovalne ure, iz tega rata pol, ne vem, 6 ur ali pa še več, ampak jaz vidim tukaj, da je ta knjiga padla na plodna tla in jaz mislim, da je fajn, da delimo to izkušnjo z vami, ker to naj bi bila motivacija tudi za druge. V Sloveniji imamo 70.000 družinskih podjetij. Jaz mislim, da ta cilj moj bi bil dosežen, že če bi 10% teh podjetij tako resno zadevo zagrabilo, kot jo je Miran Ravter. Mogoče na kratko predstavitev tvojega podjetja, pol pa kaj si videl v knjigi, kje si se ocenil in kaj delaš. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Andrej, hvala, da sem danes tukaj. Naše podjetje je podjetje Hermi. Ukvarjamo se z proizvodnjo strelodne opreme, prenapetosti zaščite, kabelskih polic, konstrukcij za sončne elektrarne, se pravi elektroinštalacijski material. In jaz vedno pravim, da proizvajamo rešitve. To ne pomeni, da nimamo polne kataloge izdelkov, ki se grejo redno v prodajo in redno proizvodno, ampak dejansko smo inovativno usmerjeni že od očeta naprej. Leta 1985 je oče začel, privatno pot, tako kot vsi takrat z eno veliko idejo, entuziazmom, pa zelo, malo nekih izkušenj. V letih, ki sem jaz v nadaljevanju podjetje prevzel leta 2002, je, naredil izredno dobre temelje, bil seveda še zmeraj na eni obrtniškem nivoju, razvil polno nekih inovacij in predal tudi meni osebno podjetje, ki je imelo takrat 5 zaposlenih, pa več patentov kot pa zaposlenih. Jaz sem to podjetje, se pravi, vzel kot izziv, nikdar se nisem videl, kot sem sam povedal, sem bil smučar, šolo nobenih problemov, ampak nisem vedel, kaj bom dejansko delal. Enkrat me je oče vzel na eno službeno pot v Nemčijo, en sejem me prepariral, če tako rečem, in sem začel. Podjetje danes zaposluje doma in v tujini 100 sodelavcev. Smo proizvodno podjetje, proizvajamo pod lastno blagovno znamko. Jaz generalno, če bi se moral oceniti, bi rekel, da smo uspešni, nekateri pravijo zelo uspešni, jaz pa pravim, da imamo še dolgo pot pred sabo, polno ambicij, se pravi, zmeraj bolj izvozno usmerjeni, imamo podjetje po tujini, zdaj po tujini že dolga leta, usmerjamo se zmeraj bolj proti zahodu, Avstrija, Nemčija in še širše oziroma višje. Seveda se ob tem na marsikaj kakšen izziv naletimo, ampak kot si sam omenil, jaz sem že nekaj časa iskal neke, ali pa vedno iščem neke informacije, izkušnje uspešnejših tudi v drugih branžah. In ko sva se midva srečala, bom povedal tako, kot sem ti tudi na drugem srečanju povedal, ne, odziv moj, pravim, je slovenski odziv. Nekdo je nekaj napisal, zdaj pa vse mi takrat že vemo, kaj mi bojo pa pametnega povedati. Ampak moram reči, da sem se izredno motil. Eno je, da sem pogledal najprej ta, se pravi, promocijski filmček oziroma filmček, ki je bila predstavitev tvoje knjige. Mene je izredno navdušil, predvsem tudi, se pravi, poleg predstavitev knjige tudi vsi gostje, ki so bili tam, se pravi, v tujini. In zelo preprost zaključek je bil pri meni, je bil to, kar se verjetno vsi podjetniki ali pa, ki rastemo, sprašujemo. Hočem tja gor, kako pa priti tja gor, kako pa je tam? In v bistvu so to zelo preproste stvari, ampak morajo biti jasno definirane. Okolje, se pravi, sodelavci morajo vedeti, in predvsem moramo začeti razmišljati še bolj mogoče ambiciozno, pa predvsem na daljši rok. Meni je bila največje odkritje za mene osebno je,
da smo vsi do zdaj znali planirati samo, rečemo, eno leto naprej, pa malo smo znali naprej pogledati. Potem, kar smo midva, bi rekel, potem, kar sem knjigo prebral in tudi sodelavci, kar smo predelali skupaj s tabo, mi smo v parih dneh že začeli planirati 5-letne plane, ne samo v številkah prihodkov, ampak tudi vse funkcije, ki so povezane s tem. Tako rekel, nisem si nikdar mislil, da bom za 40 € investicije v knjigo ne sam dobil izredno, bi rekel, tanko čtivo in uporabno, ampak tudi, se pravi, tvoje predavanje oziroma coaching, če tako rečem, predvsem pa polno enih uporabnih stvari, ker jaz tudi iščem uporabne stvari v praksi. Teorija me ne navdušuje, bolj me praktične stvari in to se mi zdi, da sem na enem paketu dobil tukaj. Zdaj pa, ko si prvo sebe ocenil, ti se ocenil nekje z trojkami. Mislim, da je bilo celo nižje, 2,4. Ali pa 2,4. Mogoče malo poveš, zakaj, torej na transparentnosti? Mogoče bom kar generalno rekel. Jaz pač vem pa verjamem, da delamo zelo dobro, zato smo tudi na tem nivoju. Ampak zelo verjamem pa, da lahko bolje. In ne vem, pač mogoče mi tudi to šport dal, mene se ne, da me ni strah, dejansko si želim se, bi rekel, soočiti z najboljšimi in jaz zelo z veseljem grem se boriti z njimi. In mogoče to se tudi izhaja iz te povprečne številke ocene, ki sem dal, mislim, da 2,4, 2,5. Preden sem knjigo prebral, ko sem jo prebral, bi se ocenil višje. Ampak to je samo zaradi tega, ker verjamem, da imamo še veliko prostora za napredek. Jaz bi pa tako rekel, če zdaj pogledam, ko smo pač šla skozi tvoje ocene, je ena stvar v tebi, zato je tudi fajn, da si že naprej dal cilj, tudi bi rekel, ne, poleg tega, da samo teh 5 preskokov, da iš tudi naprej. Jaz mislim, da je fajn tudi pogledati, ko imaš enkrat te domače naloge rešene, da si pol postavljaš višje cilje. In ravno oni delajo te jeklene stvari, ki pač pomagajo pri zaščiti proti požaru. Pač, ko strela udarja, prestrelovod, ko kabel položiš, mora biti zaščiteno. In ko pogledaš potem, ko so se diskutirala 100.000 € na zaposlenega, je nekako ta osnovna bariera. Torej 100.000 € na zaposlenega in ko delamo plan, bomo ostali na tem. Ja, tako lahko v bistvu ostaneš vedno v tej ligi. Zdaj pa, ko greš pa v ono drugo ligo naprej, pol pa malo gledaš levo, desno, kaj bi lahko še zgodilo. Zdaj, odkar so bili na meni, tudi jaz naprej razmišljal in sem gledal, ok, kaj pa ponujajo drugje še poleg zaščite za strelovod pa za kabel, ker to so v bistvu še vedno zelo enostavna dela. Torej, nekaj dela imaš, jeklo, nekaj oblikuješ in pač prodaš, mora biti zanesljivo. Ampak, če se pa definira širše zadeva kot zaščita proti požaru, pol pa gledaš lahko protipožarna vrata, protipožarna okna, software, ki merijo različna odstopanja, ki ti pač na telefon mobilni sporočijo, da je tukaj nekaj, gasilci s alarmi ne pridejo. Tako da tukaj bi rekel, ko začneš enkrat tako stvar, ko imaš neko kritično maso, 100 ljudi, nek, bi rekel, kapital, ki ti omogoča, in to je v Sloveniji vse javno, zato lahko rečem, ko pač neka bilančna vsota se približuje 10 milijonov, imaš veliko možnosti. In se bi rekel, tudi za malo dodatnih investicij lahko dodaja segmente. In ko pa začneš to celovito rešitev gledati, rečeš, ok, mi poznamo elektroinštalaterje. Oni nam povejo, kaj oni rabijo. A smo jih res poslušali? Imamo toliko in toliko patentov v teh dveh segmentih, ampak da smo jih res poslušali. Trenutno se ogromno dogaja in gradbena industrija kljub koroni je ena tistih, ki še živi, ki diha in tako naprej. Hkrati je pa zelo malo podjetij, ki so pa finančno trenutno sposobni, da bi koristili to. Tako
Tako da jaz mislim, da poleg te klasične diskusije, ki so začele v družinskih podjetjih, je ravno v takem podjetju tudi en potencial. Ker kako rata eno podjetje v velikosti Gorenje? Zdaj, ni bilo družinsko, nažalost, zdaj smo ga prodali Kitajcem, ampak oni so tudi merili, ves čas so merili dodano vrednost. Se rekel, okay, enostaven pralni stroj. Za njega dobimo v povprečju samo 200 € na stroj. To nam glih pokrije naše plače, pa še en mal zraven. Torej, ves čas v Gorenju gleda, kako bi ta prihodek na stroj večal, oziroma prihodek na zaposlenega večal. Smo se vedno čuli, zakaj Boš lahko dela z enkrat višjim prihodkom zaposlenega, zakaj lahko Whirlpool dela naši stroj, so ja toliko boljši. Je še vedno na mednarodnih trgih neka, bi rekel, cenovna distanca, ker imamo pač prodajo premalo razvito, da bi imeli branding, pa tudi, bi rekel, ta sposobnost prodaje nekega paketa, neke solucije, pač tudi arhitekti naredijo komplet na ključ. Je vedno boljši biznis, kot pa če ti nekdo reče, da mi zameni vrata pa okna. Tako da jaz tukaj še vedno vidim, kljub temu, da smo zdajle po branju knjige prišli že iz 2,4 na 4 in res zelo malo še tistih, bi rekel, šraufov, ki se jih da zašraufati, lahko stopimo tudi pri podjetju takem kot je njegovo, en korak naprej in rečemo, ok, kako eno gospodarstvo zraste s tem, da ima ene par takih velikih firm. Tudi Nemčija nima samo Audi pa BMW pa taka, ampak okoli njih pol rata cel bazen drugih. In tako, kot je pri Gorenju rata bazen dobaviteljev, tako lahko tudi od enega Hermija rata bazen dobaviteljev, ko bojo sateliti tako majhni, kot je Hermi danes in bo pač njegova firma velika. Je samo vprašanje dobiti podjetnika, družinskega podjetnika, ki bo imel te vrednote, da bo rekel, ok, a je moja volja res ta, da bom jaz cel življenje investiral, da bom razvil neko podjetje, ki bo šlo pol naslednjo generacijo in bo pač ratalo eno izmed velikih podjetij v Sloveniji, ki bo pa potem ratalo. Ampak takih podjetnikov bomo rabili nekaj. Ker državna podjetja, kot zdajle spremljam v zadnjih letih, niso več sposobna tega bazena slovenskega filati. Ali so izčrpana, ali so prodana, ali so pa na tak način vodena, da pač danes so, jutri niso in tukaj nekega zanesljivega gospodarskega razvoja ne vidim. Vidim ga pa v družinskih podjetjih, v ljudeh, ki imajo neke, bi rekel, ambicije, ki bojo razvijali, ki so se pripravljeni tudi nekaj naučiti. To mi bo tudi všeč Vidanom, ker pač on je imel vedno trenerja pri smučanju. In je navajen poslušati in navajen sprobati. Zdaj, a me rabi, a ne rabi, to je zdaj druga diskusija, ampak ko eno stopnjo dosežeš, greš naprej. In tako kot se je Peter zdaj, ko je dosegel 102 milijona, zastavil cilj 300. Tako tudi, ko bo Hermin dosegel 10 že imate, ne? 10 milijonov imate, ja, si postavimo 100. Ker to je možno. Sploh po taki panogi, ki je stabilna kljub koroni, ali pa sploh zaradi korone. Ker trenutno druge panoge pešajo ravno ta gradbeništvo, zato tudi ono, da ima ta čaj prideti, ker ta panoga še živi. Vsi drugi se trenutno bojijo za preživetje in imajo čisto druge diskusije. In seveda nobenega ne zanima knjiga o družinskih podjetjih. Ampak jaz mislim, da tudi za druga je to neka, bi rekel, ideja, ki bi lahko imeli, in če jih imamo 70 000 v Sloveniji, jaz mislim, da takle dvorana kot danes bi se znala napolniti. Hvala lepa obema, da sta, da ste si vzela čas. Jaz upam, da bo kdo ta, bi rekel, to iskro povzel in bo rekel, ok, če nima to zanimivo, bo pa še meni. Tako da jaz mislim, da tudi hvala lepa založbi Planet TV, da smo pač v takih čudnih časih to stvar spravili v življenje. Jaz upam, da bo nek odziv, ne zato, da bom jaz kaj zaslužil z tega, ampak zato, ker se mi zdi, da je to za Slovenijo dobro. Torej, tudi za moje podjetje Avi Consulting Slovenija zdaj ni neki trg. V Nemčiji s to filozofijo dosegam veliko večje uspehe, pa nisem knjige nemške napisal. Tako da v bistvu knjiga obstaja samo v slovenščini, je pa nastala iz fragmentov doktorske dizertacije enega od mojih klientov, to je HIP, ki v Sanganu v Švici pač predava ta predmet o družinskih podjetjih in sva z njim skupaj pol to metodologijo razdelala.
in jaz pa zdaj predavam tudi v Nemčiji. Tako da, če je zgodba dovolj dobra, da na najboljši evropski univerzi v St. Galnu je postala del glavnega predmeta, če jaz v Ingolstadtu, ki ima 110 magistrskih študentov, napolnim dvorano z 110 magistrskimi študenti vsak semester, če njih to zanima, zakaj ne bi pol tudi Slovenci? Hvala lepa.